The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ja. Se bom. Noč piškotki, dobrodošli nazaj, nov kolesarski čvek. Danes je z mano spet Petra, ima ful enih stvari za predelati, se zna zgoditi, ne vem, na koncu je lahko tudi najdaljši podcast danes. Upam, da bova hitro ščarala. Tako da danes slovenska scena, kaj se je dogajalo, predvsem v državnem prvenstvu, bo šla na hiter čez, ker noben od naju dveh ni bil tam, tako da jaz sam, kar sem dobil kakšne info. Pol je polno novih izdelkov prišlo ven, zaradi tega, ker je trenutno Eurobike se dogaja in to je to. Pol smo imeli glih letap, je prišel sem to soboto, smo imeli eno lušno turo. Naslednji teden, kaj se bo kle dogajalo, ker spet pride letap. Pol bo šla čez prvi teden tura, par koles za ocent, pa še nasvet bova na konc dala glede nakupa kolesa, mogoče kaj v tem smislu, bova čez debato bova šla čez, ampak ja, nekaj v tem smislu bo. Tako da, Petra, kako si, nekaj bolj spočita danes deluješ tako? Ja, mislim se v bistvu sem... Če še kdo ni videl, se pravi ponedeljkovega posta na Instagramu, si ga prosim pogledajte, da vidite, kakšna Petra zgleda v resnici. Ne, to se ti maščevala, sam bom že še ugotovila, kako. Tako da, če imate ideje, jaz sprejemam ideje za maščevanje telih fotk na Instagramu. Pa fora je, da se ni enkrat tako postavila, vsaj dvakrat, tako da vidite, da je res. Ja. V bistvu se jaz dostakrat ko postavim, sam me noben ne slika. Ja, nič, kva greja kar najprej na državno prvenstvo. Zdaj, kar sem jaz zvedel, je a so to mlajše mladinke? Po moje mlajše mladinke, ki je zmagala Lina Mehle. Ja, je bila prva. Ja, je skoraj za starejša minuto Mehletova je bila druga. Nascala na kronometru že, ki je palala 150 metrov v napačno smer, pa obrnila, pa je šla, pa je še vedno za skoraj minuto zmagala, z navadnim kolesom, ne s kronometrco. Tako da ta mala je res vsaka čast, res dobra. Saj to že sem vedel, ko mi je rekel, da je kronometer palala 40 na uro na Franji. Že unga, to jaz bi se mogel orang pomatra, da po 40 na uro. To ta mlajša? Ja, ta mlajša, tako da ja. Po je zmagala še cestno dirko, starejša je bila pa pri starejših, se pravi mladinkah, pol to je bila pa druga na cestni, kaj je nekaj bežala, to sem zasledil, kaj več ne vem. Pri starejših mladincih ali pri mlajših mladincih so vse tri pobrali od Pogija, ne? Pri starejših in pri mlajših, mislim, da. Okay. Mislim, da pri starejših sigurno, no. Okay. Pri starejših mladincih so vse tri Pogi, pri mlajših pa ne vem, mislim pa, da ne, je bil pa sam prvi, pa tretji, kako že. Skratka, kdorkoli od vas, ki ste zmagali državno prvenstvo, vsi lepo povabljeni na podcast, tako da, če kdorkoli posluša, mi sam pišite na Instagram, na approved, pa bomo naredili z vsakom posebej. Ženska je zmagala, Bujakova je zmagala in cestno in kronometer. Tam se je tudi pelala Žigartova v napačno neki smer, pa na kronometru, ja, ne vem, zdaj, kaj je to bilo. Jaz sem sam slišal, da ni bil dobro označen, da je tam glihun, ki je bil na cesti, da ni stal na unmu mestu, da jih je usmeril, ampak je bil mal drugje postavljanja. In to je to. Ja, tako vem, da je bilo... Žigartovi pa ne vem. Ja, to vem, da je bilo, no. Tudi sama je tako napisala, pa tudi povedal mi je pol Žiga, ki je bil tam, ne, da se je pelala napačno. Na cestni dirki je bil pa šprint, tako da tudi pač... Ja, ona... Jaz sem sam slišal, da se ni nobena selekcija na te klančke naredila in ja, da so bolj prišli skupaj in to je to. Sicer dala bi se, ne, glede na to, da smo videli, da se je pri moških dala in tudi sama trasa ni bila glih lahka, kar nekaj teh hupsarjev je bilo, pa zdaj sam je pa res, da so to taki hupsarji, da če si nek klasični res samo
climber, ne, da verjetno se tam res ni dal pobegant. Tudi punce so najbrž, še sem že enkrat pripravila, no, da so ženske na teh klasičnih trasah se mi zdi veliko bolj izenačene z močmi, pa ne vseh, ampak velikih je več kot moških. To sem ti že enkrat rekla, da imam tako občutek, ko spremljam to žensko kolesarjenje, se pa motim, ampak tak feeling je, da več žensk ali pa pač to nesodelovanje med, ampak mislim, da ne, ker če pobegneš, če lahko pobegneš, boš pobegnil, a ne. Tako da mislim, da je kle bilo tudi pač eno od teh stvari, da je bila mogoče vseeno premal klanca in se pol ni dala spet neka razlika narediti, ne. Pri moških elite zmagal Steiner, medtem ko jih je bilo kar enih par iz Faktorja tudi zelo dobrih. Ja, zelo, to res. Pol pa pri cestni dirki, kronometer, pri cestni dirki pa Omerzel zmagal, kar mi je bil kar malo tako presenečenje. Glede na to, da spet je bila težka, ni bila pa, ko on je res climber. Bežala sta s telim iz Faktorja, ko sem spet pozabila. Najc. Ja, pa ko se že nekaj nam... Marolt, ja, mislim, da je Marolt, ja. Sta bežala dolg časa in ta bežanje je pol kar ustal, a ne. In tudi na koncu je pač Omerzel se odpeljal še in... Meni je vse skupaj bolj delovalo mogoče, da je bolj Omerzel v nekem begu, pa da bo mogoče tista grupa priklopila z Erženom, pa potem bi bil verjetno kakšen, da bi bilo malo več sprinta, a ne. Ampak očitno jih pač niso mogli ujeti. Tako da, ja, skozi je bila ta razlika, se je delala. Jaz mislim, da sva malo gledala po televiziji, ki je bil prenos na Sloveniji 2, tako da moram reči, da je bil kar relativno v redu prenos. Prvič. Bil prenos? Ja. Jaz sem pa gledal, kje na YouTubeu bom najdel Sloveniji link, 2 in komentiruje Martin Hvastija, pa tale... No, se vidi, da Slovenije 2 nikoli ne gledam. Ja, ne, ampak je bilo, moram reči, da je bil kar relativno dober prenos, pokomentirajte, če se motim, v primerjavi s prejšnjimi prenosi, ki so bili vedno neki te spletni prenosi, pa je bilo zelo slabo, brez komentiranja, sam neki čudni zvoki. Tako da je bilo kar dobro za poslušati, tudi komentatorja, mislim, sploh Hvastija je bil kar v redu, pač tako kot vedno, tako da je bila zadeva zanimiva. Ja. To si bom pa danes pol prav pogledal za nazaj. 2 uri sta bile prenosa od 4 do 6, s tem, da se je vmes še mešali z atletiko, tako da je malo skakala sem pa tja, ampak je bilo ok. The best. Ja. To si bom pa prav pogledal. Skratka, od vseh državnih prvenstev mi je bil najbolj smešen italijanski. Jaz ga nisem videla, mi je pa Mirsad povedal, da je en amater zmagal. Ja. En, ki je bil, mislim, da je prej vozil za Q365, pol pa ni dobil nove pogodbe. Zdaj je bil pa tak, je bil tata Zoparana, veš, kaj sva rekla, da ima tak karakter čudeno, ki je bil na Zwift Akademiji, ki je imel malo daljšo frizuro, tako, ne vem, komu je sploh ime. Je bil Mateo? Ja, ta. No, ta je isto v tej ekipi, on je isto prišel v prvi skupini, sam da je bil 5. v šprintu, ta je pa od šprintu... Kovija. Ja, Kovija, ja, od UAE. Nisem gledala. Tako da meni je prav tako zanimiv, ker rečemo... Da je Joko Kadaš, da je en tak čustven video tudi z njim. Milan pa skupina je pol bila 10 sekund zadnji, ne? Tako da pač so bile ekipe močne tam, ni tako, da je bilo pač neki... To je spet dokaz, tako kot sta rekla že tudi včeraj Hvastija, da so ta državna prvenstva lahko zelo velika presenečanja in zelo zanimiva, zato ker se lahko pač kar eden ima res en dober dan in pojav in so čist sprememba. Jaz sem bila včeraj razočarana, recimo, ker Mohorič ni štartov, a ne? Kar je bilo še en dan prej pisalo v medijih, da bo štartal, tako da mi je to malo čuden. Ne vem, upam, da nima spet kakšna bolezenske težave ali kaj sem, ker tur štarta, ne, konc tedna. Tako da, ne vem. Ampak, ja, je pa, da je čak v Belgiji je pa Velen se je zmagal. Remko ta nažgal, ne? Kukor jaz vem, so bažali in ni hotel dati smene Remko, tu kdo že... En mu ni hotel dati smene in se je pizdil že tam 60 km do konca. Ja.
in čak se taj tudi znan. Pozabil Pa sem, ni Zlata ribca. bilo šprint, da ga je od šprintu. Zaključek ne vem, kakšen je bil, ker nisem gledal, sem sam komentarje bral, pa pol na YouTubu sem zasledil neki, to je bilo pa to. No, jaz sem sama imela požgan od francoski, ki je bil na Eurošportu prenosa, ne? Francosko, moram reči, da je bil pa ful težek, tako da to sem pa... Se so sami climberji bili spredi? Ja, se je bil čist climb, se sam klanci so bili, to je bilo res tako čist hribovski, res težka državna prvenstvo, no. Mislim, ko sem gledala, se krasna, lepa trasa, Francija, lepo vse za videti, ampak težko pa. Ne tako, kar pri nas je bilo v bistvu grozno, ne tako, če gledaš iz vizualno, te krogi naši so bili res tako... Jaz nisem... Ne, ampak ko sem gledala, pa če bi res Francija, je bila pa lepo, ne, je bila pa tako lepo tudi zagledati, ne, tako da... Mislim, jaz ne vem, če je to Hvastija rekel, se ne bi glih strinjal s tem, da je klelo zmaga kar en lev, ne kar eden, ampak da je lahko velikrat presenečenje, da je lahko, vse tudi vidiš, da so dejansko, ne, zmagajo... Mislim, roko na srce, če bi kle prišel Tratnik, Mezgec, Pogačar, Roglič, če bi vsi naši prišel, bi bil po moje razplet. Vse zato je pa tudi rekel, to je pa že umrzel na začetku, vse zato so pa te razpleti še taki bolj zanimivi, ne? Pa tudi odvisno od trase, kakšna je na razpolago. Tudi so že vozili naši, ta najboljši pa niso zmagali, pa je bil pol, ne vem, Domen Novak državni prvak. Tako da to je res zelo tako. Novak je dober. No, takrat pred leti, ki je on bil državni prvak, še ni bilo toliko njemu. Mislim, ne vem, sem spomnil, da je takrat vozil, ampak jaz mislim, da to ni glih res, ker to bi pol lahko rekel za vsako klasiko, ki je spomlad, da lahko zmaga, mislim, se lahko zmaga jih 40, ne? Verjetno je mislil v tem smislu, da glede na udeležbo, kakšna je, ker doskrat ni, ne, nekih ta najboljših svetovnih, ne vem, kakšnih kolesarjev na teh, tudi v drugih državnih prvenstvih, je potem lahko tak razplet. Čudno mi je pa res, da pri nas zdaj že res kar nekaj časa imamo v bistvu ne vem, jaz pogrešam, da bi gledal državno prvenstvo, kjer bi bili, tako kot si rekel, Roglič, Pogačar, Tratnik, predlan meni se zdi. Lani je bil Novak, ne? A kdo je bil? Jaz sem ga Zlata ribca. Kdo pa je vozil zdaj državnega? Ni imel Novak državnega prvaka. Mislim, da ja. Res. No. Skratka... Predlan je bil Pogačar v Radovoljci. Lani pa, kje je sploh bil državno prvenstvo lani? Če se spomnim, kje je bil, bi tudi povedal, kdo je bil. A je bil v Novem mestu? Nijem pojma. No, skratka, državno prvenstvo, to je bilo to v Sloveniji. Pol gre kar najbolj zagreja na tele nove izdelke, ki jih je res ful velik, pa je bom bolj ne sam naštel. Če boš kje karkoli vedla, to mi je posodo pomil. Če boš karkoli vedla, kar dodej, se pravi Continental je v sodelovanju z UAE-om naredil nove plašče, ki bojo samo 30 širine, neka omejena izdaja, tisti, ki jih hočete imeti, pohitite. Govori se, da ne bi bila to ta nova Conti 6000, zdaj je to res ali ne vem. Tako da to je nekaj, te bo Pogačar zdaj vozil na turu. Pol je DT Swiss je prišel ven z novimi feltnami, manj špice, pa je, da grejo neke 3 različice, pa neke Conti Aero 111 plašči, da grejo gor. Ne vem, za dost vas je najbrž zanimiv, jaz sem si sam zato napisal, kaj je DT Swiss. Pol je GRX je wireless grupa, se pravi, to je bolj za tiste, ki ste na gravel kolesih. Villiers je dal nov gravel bike ven, ki je meni tudi zelo lep, tako da to moram poudariti, da je tak, meni je zelo lep za pogledati, kot sem ga videl na netu. Pol je končno so Uni obroči od Specializeda, zdaj z Uni se pravi Sprint CLX, CLX3 pa Rapid CL3, tako da to je. Pol je pa še to, kar je meni najbolj zanimiv, BMC dal ven novega Team Machina SLR 01,
ki so ga z pomočjo AI-ja jim je ratal dati dol dobrih 200 gramov na teži, kar je tisti, ki ste vozili SRL 01, jaz sem se vozil z njemu in mi super bike, ampak zame ni, kako bi rekel, idealen, zaradi tega, ker pri visoki brzini je v sprednjem delu je, pa ne morem reči, da je premehek, ampak ko dobiš bočen veter tam pri 45-50 na uro, ni več toliko vodljiv in za spuste meni ni bil všeč. Je bil pa super. Bil BMC, ki ti je bil ful všeč? Ja, Time Machine, pa Team Machine Air. Ta dva sta bolj aero in sta Čakaj, nima oni zdaj spuščati. neki tak drugač ta kolesa? Ja, zdaj Team Machine Air je kao ki je bolj aero, pa race bike, pol je pa Team Machine SLR 01 je pa ta, ki so pa zdaj, ki je pa res za v klanc gor, pa edini kolo, ki sem bil jaz na njemu, da ko greš v klanc gor, da hočeš iti še hitrejši. Prav ne znam povedati, dokler se nisem s tem vozil. Ta ima pa mešanco obojga, kar se tiče pri BMC-ju. Ker glih zdaj mi je en gospod komentiral, kaj je hype glede tega kolesa, ne? In sem že na Stravi sem že povedal in meni je to, pač ta niš mi je trenuten ta najboljši bike, kar sem jih vozil. Kar je tako za azijski brand, da to rečem, je kar crazy, tako da vsi, ki ga hočete sprovati, pa ste približno 180 veliki, gor, dol, par centimetrov, vam ga dam, se zapeljte, pridite mem, vsak mu ga nastavim, pa lahko pa tudi posnamem, pa boste vi povedali vaš mnenje, a ga boste skurcali ali ne, ker meni je to zdajle, ja, nisem vozil še boljšega kolesa. Ne, hiter pritek, že je rekel, da ga bo vsak mu nastavil, tako da sam pridite hiter. Ne, tako, skratka, zanimivo je pri Team Machineu, da so dali ven še lažjega, medtem ko že pri Unmu ni bil toliko spreden del. In zdaj mene bi bilo malo strah, če bi si ga zase vzel zaradi tega, ker spreden konc je, tam pride vsa ta vodljivost. Ne? In če tam ni dosti tok, pol te pri spustih pač se ne moreš ka po terancah pelati, kot pravimo. Ne? In to me je tako, malo strah, da so naredili več kot 200 gramov lažji frameset, ker to je fula. Ne? To ni cel kolo, ampak samo okvir. Ja. Tako da ja, zdaj mogoče za kakšne lažje kolesarje, da to ne opazijo, jaz sem takoj opazil. Je super bike, za v klanc gor se pravim top, ampak ja, vse ostalo pa tako. Tako da si ti še karkoli, Mersat je prišel sem, tisti, ki ste gledali kaj Eurobike novic, so dali neki Italijani ven, da lahko sam stakneš sprednjo feltno ven iz okvirja, pa zadnjo feltno in jih sam premenaš, verižniki vstanejo na okvirju gor, rotorji vstanejo gor, ampak sam feltno cek not ven daš. Mersatu se je zdela ful zanimiva, ful dober. Jaz ne vidim pointa, zakaj bi to kdorkoli pač pri rekreativni uporabi to hotel imeti. Še pri profijih mi ni jasen. Razen tega, da so menjave obročev hitrejše, se pravi par sekund pršparaš, ka sam vam pa noter daš, ne. To je pa to. Tako da ja. Če se komu zdi to uporaben, naj prosim pove, jaz ne vidim neki prav orang smisla. Pa, kva je že tale firma? Classified so pa naredili zdaj da integracijo z D2, se pravi Shimanom, to je pa to, kar imaš v pesti, da lahko imaš v bistvu še en verižnik, kar spreden in imaš dodatno toliko pa toliko prestav več. To se rekel, ja. Tako da je še to zunaj. Meni je toliko enih teh stvari to čisto preveč, ko sploh ne veš, to tako, kar se rekel za rekreacijo. Pa se tudi v profesionalizmu vprašanje, koliko tega vsega uporabljajo, ker je pol tudi vse, ne vem. No, pač treba je nekaj prodajati, nove stvari morajo iti ven, ker če ne, itak se ne bo prodajal. Sicer res tako, na Eurobikeu ti si v bistvu zdaj naštel vse samo, kar se tiče kolesa, ne pa opreme. Na Eurobikeu je tudi vse ostalo, kar spremlja kolesarstvo zraven, se pravi čelade, očala, oblačila, čevlji. Ja, še pridem.
A ja, do tega še priješ, Ja. ok. No, kar je kolesa, je pač bil ta od Faktorja spet predstavljen, Ja. ta grdobica, ta nova. Tako da je še to. Pol pa, kar se tiče pa dodatkov, je pa mogoče najbolj zanimiv dodatek, ki je prišel ven, so očala od Berg Composites, tako da to si lahko pogledate. Zdaj ne vem, ali jih imajo že na spletni strani, ampak upišite Berg Sunglasses, pa vam bo ven vrgal. Tako da to je taka zanimiva iz slovenskih koncev. Pa prejle sem imel klele prijatelja, ki je prišel po eno majico, pa kremo. A ti si vedela, da so komponenti Bjorn, pa da je to slovenski proizvod? Isto, karbonski. Imajo, ne vem, 30,000 followerjev na Instagramu, pa če mi ne bom povedal, sploh vedel ne. Sem to so kolesa. Ne, dodatki isto, sedeži, ne vem, imajo sedežne opore, take stvari. Ne. Okay. Jaz tudi nisem vedel. Tako da mi je bilo tudi malo čuden, ampak ja, ne vem, zakaj sem zdaj to omenil, ampak Verjetno, se mi da zdelo samo delujejo bolj na tujih trgih, mogoče kot pri nas, Ja. ker bi že potem midva bi verjetno že malo bolj videla, no? Če pa tudi drugi bi nam kdo že si tako bi nam kdo kaj. naslov je slovenski, neka Obrtniška ulica, ali kaj sem kje. Zdaj se nam točno spomnil. Ampak ja, tako, sem bil čist paf, tako, kaj je to slovenski proizvod? Prvič slišim. Sploh nisem poznal brenda. Tako da, ja, to je to. Če imaš pa zdaj še ti še kaj od vseh stvari, jaz Mislim, novosti je, jaz sem... Mislim, ja, novosti je ful, tako sem da to takih je mogoče zanimivih. si res pogledati ta Eurobike, vse skupaj kar, ali pa če je kdo na kakšno znamko bolj usekan, pa da tak zdaj je čas, da pogleda, če je kaj novega, a ne prišlo. Ker tudi na naš štand, slovenski štand je imel ogromen razstavljalcev. Med njimi je bil tudi, poleg, da je bil Berg. Berg je tudi čevlje svoje predstavljal, še vedno usnjene čevlje z vezalkami. Potem so bili tudi Elizoatu čevlji, imajo tudi nov model od zunaj. Potem sicer to čisto ne zastopam, ker Zoatu čevelj ni slovenski čevelj, to vemo, to ni slovenski proizvod, ampak je bil predstavljen na slovenskem, se pravi, štantu. Potem Mint očala imajo tudi nove modele, to so zdaj, mislim, da kar dosta aktualna taka očala, ker je to pa je slovenska, jih je naredil, ne, in ima tudi optiko in optična očala. Tako da verjetno je teh proizvodov veliko. Najverjetneje v tem času, tako da tudi če se do nekaj useka na kakšno svojo znamko, zdaj se cajt, tisti, ki hočete imeti novosti, čim bolj nove stvari, je zdaj sigurno čas, da se to pogleda, kaj je novega vam prišlo. Ja. Kva greva na najprej kar na dogajanje, kva se je kaj dogajalo od letapa, pa zdaj za ta vikend še da poveva na hiter. Ja, imeli smo se ful dobro, bilo je vroče, ampak smo odpeljali po traso. Mislim, da glede na vročino ni noben bil prav žalosten, da ni bilo kaj veliko daljši. Smo pač naredili 75 km, malo smo navajeni včasih kakšnega več narediti na velo izletu. Tako da je bilo luštno, pa smo se podružili, tukaj je bila možna masaža, vsak je dobil eno vrečko z presenečenjem, ti nisi, ki si šel očitno po napačni strani gor. Ja, se to. A boš pa zdaj dobil 2, no. Bomo zrihtali. Jaz skozi praznih rok. Ja, revčak bogi. Ja, se to. Radler izotonik je vsak tudi dobil. Tudi nisem dobil. Ja. Sicer Saj imam si itak jih klele, tako da se lahko se vzamem. Ja, sej zato. Sej imaš klet, ne. Tiste rutke so krasne. Radler bi lahko Union dal tako eno piksno, da bi kle skozi vsakič pila, pa je to to. Je to moramo mi, da se pol z Unionom povezati. Ja, sej. Ja. To ne bilo slabo, ne. Jaz sem zdaj že en rad, moram piti kle to, kar pijem, ne, namesto da bi lahko Radler izotonik pa reklamo delal na vsakmu podcastu. Ja. Bomo malo kontaktirati probal. Mislim, da se v bistvu, ja, imamo potnika, pa ga bomo tudi masaže? Ja, tudi masaže. Pa bil je gliho, je bil od Mintu čal tle. Ne, to so kjer? pa pres. Aha, a pres, Ja. ok.
je bil še, sam pa, ko smo prišli nazaj, ga že ni bilo več. Ja, tako da upam, da bo zdaj ta vikend, ko pride, da bo malo več. Ne bi se pridružil še Košir Jure, ne? Ja, Jure Košir, zdaj upam, da bo si toliko časa vzel, pa da se bo z nami še zapeljal, kakšen sem pa da se bo, sam še ne vem, koliko kilometrov bo zdržal. Okay. Glede na to, kako počasi gremo, mislim, da bi se komod zapeljal. Jaz tudi mislim, da bomo tudi imeli, trasa bo druga, ne bo ista, kot je bila to soboto, gremo na drug konc, na dolenski konc, tudi na lep del proti Krki. Zdaj, če bojo kakšni zelo željni klanca, se lahko čez Polževo zapeljajo, tako da bomo naredili tudi to opcijo, ker tam se to zda narediti, ne, zelo lepo. Tako da mislim, da bo prav fajn. Bo pa še tako ena nagradna igra, so nam obljubili eno štartnino za letap, bomo žrebali potem, ko se vrnemo nazaj, ko bomo vsi se klele zbrali v lokalu, bomo pa žrebali eno štartnino, polno štartnino za letap Slovenija, ki bo 7. septembra štart v Kranju, tako da mislim, da je kar ena lepa nagrada. 7. septembra je. Tako. Dobro, pa imamo še 2 meseca dobro, da se pripravim. Ja, tako da zdaj mislim, da bomo še že tako povabili zraven. To moramo zdaj pokomentirati, prosim to. Jaz sem ostal v soboto klele. Jaz gledam traso, pismo, kje je ta klanc na Šentjurško, meni ni bilo nič jasen. In pol Petra in kle še gospod Ponteli, meni da hočete prepričati, da je to ful nek lahek klanc, da si takole gor in ja, se je, ful kratek, odsek je 5 kilometrov, ampak vmes imaš 10 plus 12%, da meni tako, ne, to se kar furaš, skoraj da ne greš 30 na uro, gor ste mi hotela naložiti. In pa gremo gledati, ne, in je to ta klanc, kaj jaz pač mislim, da meni to je čisto easy, to zgleda, ste že oba dva toliko zvezde videla, ko ste tja prišla, spoh veste ne več. Ne, tam sva še toliko spočita, da greva čisto na easy gor. To... Se si, da si sva ga dobro odpeljala, boljš kot ti. Ne, ti šla 5 minut skoraj slabš, kaj jaz gor. 16 na uro si se gor peljala, ti si rekel pa 14. Ne, jaz sem imel 10:30, da najboljš, saj ti smela pa koliko 14 minut. Me to ste neki čuden gledal. Skratka, hotla ste me na suh nategant. Ma ne, no, si pa ti še Mersat povedal, da je čisi easy klanc. Ja, Mersat ni... Ja, najprej, kaj je zafrknil za Jamnik, pa povedal ti, da je lahek ta klanc, no. Seveda. Ma ja, no. Kaj bi se tam le malo belil na palce. Napište spodje, vam je ta Šentjurška gora, ali karkoli je, vam je lahek klanc. Sidraš, Šentjurška gora, ja. Men definitivno je tak zelo zahrbten, pa mi ni najbolj všeč, ampak ja, ok. Če je za toliko težke kalibre, ker že je vsak klanc težek, tako da... Ja, no, saj zaradi tega. Tako da, čakaj, to, v soboto bomo tudi mi začnemo z akcijo, tako da vsi to, ko spremljate, že zdaj naročite, ker dresov nam je pa zdaj že kar dost, določenih velikosti smo že razprodali. Tisti, ki pa želite, bojo pa po ceni 94,99, če pa pridete ga v trgovino prevzeti, bo pa še gratis bidon zraven, tako da to akcija se bo začela s tem dnem, ko boste vi to gledali, medtem ko oglaševati bomo začeli pa v soboto. Tako da, ja, tisti, ki vas zanima, pridite, meni osebno pod 100 evrov sem ziher, da ne dobite toliko dobrega dresa nikjer. Tako da ja, upam, da se bo kdo od vas, ki ste ga že kupili v glasu, pa spodaj napisal to, da nam je zagovarjal pač svojega, ker itak boste vsi rekli, da sam nakladam. Tako da ja, to je to. To bo zdaj akcija od Approveda. Tisti, ki pa želite hlače. Hlače pridejo pa šele v konc julija, začetek avgusta, ampak bo tako, prvi pride, prvi melje, tisti, ki bo prej naročil, ga bomo pač, hlače bomo mi pol takoj poslali, tako da naročila so že odprta, lahko poklikate, lahko naročite in to je to. Bo pa nov dizajn hlač za teh, ki so 130 evrov. Brez našega logotipa, ampak bo sam na hlačanci napis Let's Ride, tak mejhan, tako da za moje pojme bo še lepš, kakor tisk, ki smo imeli do zdaj. Kaj pa ti misliš? Ja, jaz mislim, da bojo lepe. Ne, hlače sem pač pokazal se mi, tako da bojo lepe. Hodila sem sam povedati, da kakor je že smotan pa čuden, pa mi gre včasih fulnak. Ampak naklada pa res ne, no, tako da mogoče kle, to je ena od stvari, ki pa lahko
jaz povem, da ga malo pohvalim, da nam sam ga kurcala. No. Ja. Čeprav je tečen človek, ampak naklada ne. Ja. No, pa bojdimo dalje. Ja. To se šla zdaj čez. Najboljš, da greva zdaj pa še na tur. A sva že tam? Čak, Ja. da še kaj prej, da začneva s turom, pa to mislim, da to pa zdaj kar že vrhunca, ne? Aha, ja. V bistvu sam še to lahko poveva, preden v bistvu se že nanaša na tur. Pojutrišnjem se začne na Netflixu ta serija, tretja Še zadnja. sezona, zadnja sezona. In zdaj tako tisti, ki nimate Netflixa, vam pri nas v Velobaru omogočamo, da pridete, poveste, da bi radi gledali tole na Netflixu, bomo naštimali, mi imamo Netflix, tako da vam lahko naštimamo, gledate pri nas, lahko je to dopoldne, lahko je popoldne, kadar šte, naštimali bomo, lahko si ogledate, mislim, da je pa oddaja je vredna ogleda in če že drugega ne, če ne veste, kaj delati popoldne zvečer, kakorkoli, lahko pridete, naštimamo, gledate 1, 2, 3 serije, sezone, oddaje, epizode, kakorkoli in se lahko pogleda. Ja. Tako da. Philipson se že pizdi neki, da so ga predstavili, kukar da je nek vilen. Ja, sej. A so povedala za tole, kako se bo žrebal oziroma kdo bo dobil štartnino? Tiska bo tukaj, med udeleženci celotnega izleta, ki bo prišel Se pravi, moraš vsem. biti nujno s kolesom. V bistvu moraš zaključiti tukaj z nami, lahko tudi pridete, mislim, ja, imeli bomo v bistvu za udeležence izleta, tako. Ok, dober. Ja, nič. Prva etapa, šprint, kle mislim, da se ne pričakuje karkoli drugega. Ja, mislim, da na je to turu. zdaj, teh etap bo kar neki prvi. Ne, se bo šla kar vsak teden v njih 7, ko bo. Tako Prav. da zdajle imava se prav 3 etape, greva lahko čez. Pošla pa naslednji teden pa še malo več. Jaz bom probal dobiti pa še mojega očeta, da pride, se pravi, bojo ta teden 3 podcasti zunaj, če bom dobil še njega. Sam ga je težko dobiti, no, te verjel? Tako da upam, da pride pa da še malo pokomentira. Probi ga ujeti vsaj do konca tura, ker se je mogoče zdaj le zakomentirati teh prvih 10 etap, ampak tiste mislim, da pa mogoče bo še bolj zanimiv, če pride, ker se bo že tur začel, pa ko bo že malo trajal, ali pa če ga še 2-krat dobiš že vmes, ampak to bo že preveč. Ampak da bi že malo vmes, ali pa za zadnji teden, da ga dobiš, pa da on malo še svoje pokomentira, takrat bo že tedaj vozil dirko in mislim, da si lani tudi tako imel ga. Nekje, a ni bil? Ne. Sem ga prej. A prej. Okay. Ja, no, se mogoče bom dal pa z njemu, če ta teden posnameva, bom dal ven v tork, ker ne vem, če nam šuje spol ponedeljek, tork naslednji teden, da bom na morju. Tako da, ampak ja, bomo videli. Skratka, prva etapa, šprint, kle, letošnji, kdo so ta glavni šprinterji, so ta bojo Milan, Philipson je, zdaj sicer ne vemo, kaj pa Melier. Pač te 3 imam jaz, glede na trenutno formo, pač Melier mi je najbolj všeč. Je tako pokazal, da je res orang močan zdaj s parimi zadnjimi temi dirkami. Tako da ja, on, če dobi, ne vem sicer kakšen je zaključek, ampak če je do široka cesta na konc, bi jaz upal reči, da mi je on najbolj všeč trenutno za zmago. Ja, sem meni pri teh šprinterjih itak načeloma mi je ponovati vse, kdo zmaga, ker je toliko napet in mi je hektično in sem najbolj srečna, če ni nobenega paca hujšega in pol je v bistvu mi čisto vse, kdo zmaga, ker glede na to, da mi nimamo nekih šprinterjev, da bi pričakovali, da bo kdo, zato pač potem ja, mi je v bistvu čisto vse. Mislim pa, da bi še kakšen šprinter najdel, ki bo še zraven konkuriral telim trem. Ne, pa se ima, mislim, šprinterjev je veliko, ampak rečemo, to so ta glavna imena po moje. Vsaj iz mojega vidika. No. Zdaj se pravim, Philipsom letos še nismo ga nič videli zmagovati. Pa še takrat, ko je bil spredi, se je načeloma v zavetarju vozil, pa je pol odpadel. Zdaj nema, a se drži nazaj, da ne naredi neumnosti. Nekaj ni v formi. Ja. Tako da ja, ne vem. Ampak ja, še vedno ga je pa treba dati
gor, ker ponavadi je vsakič takrat, ko je bilo treba, je pokazal, da je No, dober. seveda, pa sploh na turu se kar zagrebe za tisto zelena majica ali zelena majica. Ne, tako da. Pol je druga etapa, sem se jaz skle napisal, da je pisana na kožo kakšnemu Ala Vanderpoolu in tem, ki so za klasike. Ja, teh etap je, Ki je malo sem si jaz nažagana. pogledala, jih je v prvem tednu kar nekaj Ja. takih, ki so skoraj 200 km, oziroma še 200 plus, pa pol tam 2000, pa pol višincev, kar je res podoben kakšni klasiki. Se pa kle lahko jasno zgodi vse možno na taki dirki, tako da teoretično lahko tudi šprinterji še pridejo okoli, dokler niso preveč zmatrani, lahko tudi pobeg naredi čist, sam pač tukaj je treba biti previden, se mi zdi pri takih zato, da se ne pusti, da ne slučajno ne naredi pobeg kakšen napačen in se treba pol z njemu preveč matrati v prihodnosti, tako kot smo recimo lahko videli že najbolj tak primer v zadnjem času je bil O'Connor na Vuelti recimo, tako da jaz se mislim, ne da na se Touru tukaj se ne nimamo da v to mislih zgoditi. favoritov za tur, ampak so pač drugi kakšni, ki so še vedno dobri, a ne, in je potem treba preveč se z njimi mogoče ukvarjati. Jaz mislim, da na Touru je zelo, zelo malo šans, da se kaj tazga zgodi. Ja, sej, verjetno, da res, ampak vse pa teoretično lahko. Pol imava tretjo, ker mislim, da bi mogel biti spet šprint. Je sicer nek klanc, koliko 40 do konca, neki tazga, ampak je zelo kratek klanc, par kilometrov, sam pa ni prav strm, tako da tam bi načeloma tudi noben šprinter ne bi smel odpust. Tako da je. Poj pa, mislim, pa bo pa že naslednji teden lahko je rekla, lahko greva čez, jaz sem si kle napisal tam do ene 6. etape. 4. je spet zelo podobna drugi, se pravi spet za neke te klasike. Tukaj nikoli se ne ve, koliko bo Pogačar tudi že hotel biti kaj zraven. Tako da kle definitivno bo zanimiv za gledati, ker jih prej, ker je bil ta kolega tukaj. No, se to Sem mu zdaj jaz mislim, rekel- da če se bo Pogačar prišel res tako, jaz mislim, da on zelo po občutku tudi voz sigurno je eden od teh najboljših kolesarjev, ki voz zelo po občutku, tako po mojem, bolj kot recimo, ne vem, Vingegaard, ki verjetno voz veliko bolj po navodilih. In če bo imel on kakšne svoje prebliske in kakšne svoje dneve in da se bo počutil fenomenalno, se lahko že zelo zanimivo dogaja. Tudi v prvem tednu, če pa ga bojo bremzali, pa obdržali to bremzanje, da jih bo v Bogu, a ne. Jaz pač dostikrat slišam iz takih uradnih in neuradnih virov, da on tudi včasih ne posluša, ampak sej načeloma je, hvala Bogu, si to on lahko prvošči in se tudi ponovadi pol izkaže čisto za okej, a ne. In pač ja, se lahko tudi še marsikaj zgodi, tudi že v prvem tednu, a ne, ampak manj možnosti. Ja. No, pol je pa kle 5. etapa, ki je pa kronometer. Tako da ta je kar Ja, in dolg. tak 33, pa bolj kar ne ravninski. ja, neki ima en pukelj, še ni šlo malo bolj navzdol. Ja, mislim, ni Ja. prav, da bi bil kakšen oran klanc noter ganine. Tako da, Jaz mislim, da bo Remko, če se bo dobro počutil, spet se izkazal za specialista, kronometrista. Vsi ostali, ki so pa za GC, mu morajo pa sam čim bližje biti, pa čim manj izgubiti. Ja. Tako da to. Sej, ne vem, a gre Gana letos na tur. Če gre, po moje pol on ta glaven favorit za tole. Pa če bo Gana dosti blisne, ker so taki klanci, da mogoče on mogo biti da je Gana. zraven, zna mogoče on kle prevzeti pol tudi rumeno majico, kar bi bil po moje njegov cilj. Tako da po moje bo Gana hotel biti do 5. etape čim bližji in bo tudi pokrival vse te pobege ali pa karkoli bo. Tako Gre, da, ja, gre. to je to, kar se mene tiče glede tura, zdaj za začetek. Girmaja sva pozabila pri šprinterjih. Jaz Mah. sem vedela, da imam enega v glav, pa sem ga Nič ni pozabila. pokazal letos. Jaz sej k Philipsen. Pa jaz sem Girmaja sploh Philipsen še je nikjer bil ni vsaj bilo. zraven doskrat. Kar se tiče Girmaja, jaz ga nisem videl Ja, jaz ga praktičen. sploh nisem videla na dirkah, ampak lej, je pa pač, lej, lahko, da so Ja, ga- lani je imel odvisno, ono kaj zeleno so, majico. odvisno, kaj so ga pripravili letos. Ne. To je, Ja. ja. Ne vem, lej.
bomo, se pol še Groenewegen, pa še, ne vem, kaj, Bauhaus, pri Bahreinu, ne vem, a gre, ne. Pač ja, se pol... Je Bauhaus, ja. Pol jih je še dosta, ne. Sam tako, se mi zdi, da ta glavni trije so kar te. Pa Drake bo imel spet, po moje, kar tako ekipo, da bo hotel dobiti praktično vse etape, kjer ni gorskega cilja, kjer vsi približno pričakujemo, da bo se jo tepal, rečemo, ta glavni štirje. Trek so ratali zelo šprinterska ekipa, ne, tako podoben. Ja, pa za klasike, pa tako pač so... Tako podobno, ker so bili včasih z Udalp, Alpecin, zdaj so pa v bistvu oni še zraven. Ja, se prav, da jih je malo več različnih, da je konkurenca med sabo. Daj mi povej, koliko možnosti pripisuješ zmago ali pa... Daj mi najprej povej, kjer misliš, da je med prve tri? Ja, jaz mislim, da kle zdaj dajmo izločati stran vse tisto, kaj če bi se pade in ne pade in če se unmu zgodi in un in ne. In če so vsi živi, zdravi, pridejo do konca. Ja, jaz mislim, da pač Pogačar, Vingegaard, Remko. Ok. Se pravi Rogliča ne vidiš? Ne, žal. Ok. Komentirajte spodaj, kdo vi mislite, da so jaz bi si ga trije. pa želela, ja, ampak tudi so bile zdajle. Sem prebrala izjavo, je bil kar en dober članek, dolg tega njihovega direktorja, tega gospoda z Brkčicam, ki je odbore in je pač dejansko se kar zelo razpisal o temu, da pač Bora priznava, da dirkanje proti Tadeju Pogačarju je nerealno in da oni nimajo trenutno, ni tukaj govoril o Primožu, ampak je govoril na splošno, da nimajo trenutno kolesarja, ki bi bil lahko konkurenčen Pogačarju. Se pravi, tako je govoril, se pravi navihanosti Pogačarja in pa nekako tej vojaškemu vožnji Vizme, a ne. Tako da mislim, da so že s tem intervjujem je bilo zelo tako malo, kar že puška vržena v koruzo. Meni tako, mislim, da ni to v redu, da se tako tak intervju daje teden pred turom, ampak pač tako je povedal. Na ta način tudi videli smo že, da sta kapetana oba, ne, in Lipovic in Roglič. To je uradno z njihove strani, tako da tukaj mislim, da tudi pač Bora že sama po sebi nekako ve, kaj jih čaka, ne, no, saj to je čista realnost. Remko mi je pa itak tako, ne, Remko mi je itak vedno ena uganka. Fajn je, da ga imamo, ker potem dostikrat kaj rata zanimivo pa smešno, pa imamo malo več za komentirati, pa pizdimo lahko z njemu skupaj ali pa proti njemu ali pa z njim kakorkoli. In mislim, da glede na to, kako so ga letos vsaj vizualno, ne, fizično pripravili, to ni skrivnost, to vsi vidimo lahko, da je pripravljen za nekaj tazga zdaj, kako pa bo to odvozil, ker pri njemu je pa zelo glava, verjetno še bolj kot vse ostalo, je pa pač čisto odvisen, kako bo šlo vse skupaj. Tako da moram povedati, da sem tudi jaz tja šla gledati čez ta seznam velikrat in sem si tudi izpisala ta imena in kakorkoli obrnem, karkoli pogledam, jaz kle ne vidim nekih drugih imen. Ja, so, jasno, da so imena na turu še druga močna, ampak mislim, da ne. In tudi stavnico sva rekla z Mirsadom, se ti deja dava vsak 100 evrov na Pogačarja, ne. Pa prav, kakšna je pa kvota, pa sva pa kvoto videla, vse nekaj, mislim, brez veze. Kaj se daš 100 evrov, dobiš 30? Ne, če daš 100 evrov, če bi zmagal, dobiš 130. Ja, v bistvu 30 evrov si v plusu, ja, tako. Ja. Tako da sva rekla, veš kaj, zato se pa ne splača brez veze, ja. Tako da, in že potem, že od Vingegaarda stavna kvota je krat 2 v bistvu od Pogačarja, recimo Rogličeva je 34, kar se pravi, če daš pa 100 krat 34, to dobiš potem, če Roglič zmaga. Ampak to je treba dati, tako da Remko ima, mislim, da 11 ali 17 ali nekaj tazga, tako da jaz Remko tam mislim, samo prva dva imata res tako še neko kvoto, ki je nesmiselna, vse ostalo so pa že zelo visoke kvote, že potem nekako se ve, ne, vse to so narejene zelo realno. Je pa jasno, vsi vemo, kaj je dirka, tur 21 dni voziti in v 21 dneh moraš vse predelati, vse preživeti, vse prestati in pol je dirka dobljena, ne. Ja. Ne, meni to, kar je Remko pokazal na Dauphinéju,
Ne vidim ga, da bi lahko na unih klancih zadržal. Mogoče celo ne bo niti tretji. Jaz tudi tle ne bi, tako kot se je na Dauphineju izkazal, ne bi čisto odpisala Lipovica, zdaj samo je on sposoben zdržati pa 3 tedne, to pa še nismo videli, tudi še zelo je mlad in Ja. ja. We will see. Je noč, kva gremo na kolesa? No, 2 sem ti dajva. poslal. Ja, 2 si mi poslal. 2 si mi poslal, da vidim. Preden gremo na bajke, jaz bom zdaj dal gor na zaslon sliko mojega kolesa, pa ga prosim ocenite dol v komentarjih, me prav zanima. Tisk, ki bo napisal najlepši komentar, bo dobil 2 bidona za ston, se oglasi na Ziherlovi, mislim najlepši. Tisk, ki bo najbolj konstruktivno pokomentiral, tako da ima vsaj en stavek spisano, ne da sam 5, 4, -10. Ja, tako če vam namignem, že ima fulra te besede seksi, pa porno, pa to. Če čim bo nakaj Mislim, na to, če bo ženska komentirala, če bo ženska komentirala, ja, če bo te moški pol uporabite kakšne druge besede. Ne, zhecam se. Tako da greva najprej na kolega mi poslal, ko so včasih skup derkala, zdaj pa se izgleda tudi na cestnega vrgu, je poslal tega le Focusa. Tako da Petra, tukaj pa kar prepuščam tebi, da ga najprej pokomentiraš. Ja, kaj tvoj kolega. Drugače... Mislim, se ga nisem videl že 10 let skoraj. Ja, ne, moram reči, da je zelo ličen kolo, ne, jaz sem ga že pogledala. Zelo, sploh v bistvu zdaj... Si pogledala od blizu sedež? Ja, mislim, od blizu sedež, ne vem, pač, a je to... Prav od blizu ga jaz ne, kar ga približam, pač bež sedež. Ja, ne, les je gor. A je les? Ja. Aha, to je ki ga je imel testenga Andraž, se ne vem, a so pa to naredili ta kolesa, te sedeže dejansko, ali so jih samo tako imeli za tiste, ki so bili mu blizu. Moram povedati, da smo ta sedež celo klepr nas dobili idejo, no? Tako da poznam ta sedež. Zdaj, nisem pa vedela, da je dejansko to les, ker imam jaz mogoče malo slabša resolucija, sem mislila, da je mogoče take barve, ampak ja. Okay. Mislim pa, da se niso pa odločili za prvo izdelavo, no? Če kakor jaz vem. Ampak ja, je pa, mislim, na tem kolesu se vse ujema, sploh ta sedež z gumami, napisi na obročih v bistvu sploh niso moteči, ker so zelo podobne barve kot okvir. Tako da v bistvu jaz zdaj na to, kar je sestavljen skup kolo, nimam nobenega komentarja in če ima ta fant še malo kaj daj, ko bo menil ketno, tako kot mi da vedno reče, veste, črna ketna bo absolutno lepša, bo vse skupaj lepši izgledal. Če pa bo še kdaj si dal kakšen OSPV gor, bo pa sploh še lepši. Kaj pa to za eno opremo? Kaj je to? Ultegra. Ja. Kaj so? Diski so pa... So pa od SRAM-a, mislim, da. Ja. Niso mi ti diski všeč. Ampak dobro, ja. Ne, jaz bi to kar dala 9,5. Ker mi je ful, se pač... Nimam kaj za reči, vse se ujema. Dobar, ja, jaz, kar meni edino ni všeč, je tole pri balanci, zdaj ne vem, so kabli to spodaj zunaj ali kaj, ampak spoden del balance, ja, to mi ni najbolj všeč. Drugače pa vse ostalo mi je pa isto, tako kot si ti rekla, pač brez nekih pripomb, vse mi je super, tudi okvir mi lepo zgleda, vse je clean, nič ne izstopa preveč oziroma glih toliko, da popestri, se pravi ta sedež z plašči. Moram reči, če ne bi bil tak sedež, da bi bil kjerkoli drug gor, bi bilo slabš, da bi bili spet sam plašči, te ten wall, bi mi bilo grdo, tako kot pa sedež tak, mi pa tako vse skup mi nekako lično zgleda. Tako da, kar se mene tiče, ja, 9. Zato, ker da bi dal popolno, bi mogel imeti, ja, se malo še poigrati z raznimi stvarmi gor, pa že 9 je tako zelo visoka ocena, ker
če bi oba dva videla perfect bike, da imaš šraufe vse titan, da je tako, da je nekaj res posebenega, polja, si pol zasluž res zelo visoko oceno, ampak tukaj je, rečemo, da 9. Tako da Lovro, fenomenalen bike. Takoj, ko si ga poslal, sem se kar malo zasmejal. Pol mava pa naslednjega, je pa tale Scott, je to Edict? Mislim, da je Edict. Z Ultegro, pa kaj so to Helix obroči od Elita. To šti bolj videti. Ja. No, tako da Petra, kar... Meni zdaj, ne vem, meni pač recimo sedež mi ni všeč, ampak to je pač stvar, kaj ima človek gor, kaj mu paše, a ne, če mu Mislim, ustreza. tale sedež deluje, kukor že, da je že za zamenjati. Ja, se meni deluje, da je polomljen vsred, ampak mogoče pa to enemu paše, no, meni mislim, tudi tako. tak, ja, malo čuden, ampak lahko pa, da je tak sedež, namreč rekla, da se vse živo čudne stvari dobijo. Je pa meni drugače ta kolo mi tako, v osnovi, če povem, mi okvir ni všeč, ker ima previsok head tube. In potem Mislim, so še dodani gor, še dodatno dodane Tukaj moram še podložke. dodati, da je to za gospoda, ki je malo više postavljen in mogoče zaradi tega pa še zelo širokokotno, mislim, da ga je sliku in pol še bolj tak razpotegnen deluje. Ja, to, okay, to sem pač tukaj zdaj, pač iz tega ni to toliko viden. Drugače pa ne vem, zakaj, meni so sicer všeč te bež gume, ampak ne vem, zakaj mi na tem kolesu ne grejo gor. Ja. Zaradi tega, ker preveč izstopajo, ker če bi bil sedež ali pa kaj drugega, če bi bilo še v tej barvi, bi bilo tako, kukor da je nekako, ko bi rekel, enotno bolj deluje, kle pa pač toliko izstopajo, da samo te gume takoj vidiš. Ja. Pač ne vem, zakaj bi hotel poudariti fucking gume na kolesu. Jaz tega nikoli nisem razumel, tudi ko je Vitorija dala te gume ven, pa je to folk dajo gor na čist črna kolesa in bolj une gume izstopajo na enemu hudmu bajku za, ne vem, 10-15 jurjev, ti imaš pa za to, da ti piše Vitorija gor, hočeš to izpostaviti. Sem Ne lahko vem. imaš to, če imaš, tako kot si rekel, ali da je v kombinaciji še z, Če pogledaš z balanco, prejšnji se bike, pravi, ne? se pravi s trakom ali pa z sedežem ali pa da to narediš neko, ali pa z napisi mogoče, ne, da bi bili kle svetli, je pol Ja. to ok, ampak na tem kolesu mi pa to sploh nikakor ne gre to skup. Ne vem, tudi ketno absolutno bi dala gor pol črno, ketno, črne gume. Lahko bi ostal pol vse skup črn, res pa je, da jaz, kot vedno pravim, pol, če bi bilo vse skupaj črn, ampak tukaj nimaš kaj dosti kombinirati tudi na tole balanco, kakšen trak bi dal, ne vem. Ne, jaz mislim, da kle mora biti. Vse črno pa Vse konc. črno, edino možnost je, da se sedež zamena ali pa mogoče, če kdo hoče, jaz bi sicer dal vse črno gor, ampak če bi kdo hotel tako, da popestri mal, je s sedežem ali pa s trakom krmila, da se da trakt, če se najde kakšnega tega da se to da in ja, je to to. Pa je potem že čisto drugače, ja. Čeprav je pa drugače. Mislim, meni je drugače, kolo mi je všeč, Je tako se okvir je vidi, da je tak na clean. udobno pozicijo narejena, ne, tako da, ne, mi sem dala 8. Dober. Vse je drugače kolo Ja, vse je urejena, ne, ni zdaj pač, sam pač mi sekajo. A veš, da kle na temu bajku, kar ne vem, a mi grejo dobro zraven te valoviti obroči ali ne. Ja, ne Ali vem, sem drugače bolj bi bilo, če bi navajen? bila črna guma, bi bilo čisto drugače. Ja. Bi bili tudi obroči po moje okej. A Ne, veš, kar ko bi navajen bilo sem vse na črno. skotu, da so kakšni, ne vem, zakaj imam v glavi skozi, pa vem, da imajo sinkros Ja, gor, ampak da bi dal, ne vem, kakšne DT Swiss obroče gor. Zato, mi ker tako- je toliko ostrih linij, Ja. toliko teh res ostrih linij je skot, da ga ta valovit obroč ne paše mu gor. Ja, A veš, čisto drugače, kad daš ti na en kolo, ki že ima malo neki vijugast, neki malo tako in daš pol tako obroče drugače. Na tole, ki je pa toliko vse clean, vse cak, res uno, stroge linije, pa Ja. pol zato ti pol seka. Ja, meni nekako ne gre. Meni ne vem. tudi ne, ampak No, ok, iz moje strani 7.
Tako da, zdaj, ko sem jaz pošiljal vaše bajke, lahko greste dol, pa še vi mojega. Tako da, ja, tiska bo pa ne rabi biti sploh ful dober komentar, da dobi bidone. Bom jaz dal do naslednjega tedna, tisti, ki boste komentirali, bom dal jaz v story komentarje in boste vi zbirali, kjer je bil najljubši komentar. Tako da, to je to. No, jaz pa ne bom prebrala nobenih komentarjev, ampak bom naslednji čas komentirala tvoje kolo. Se lahko že zdaj? Ne bom, zato bojo pol drugi to pobrali, pokomentirali. Svoje ne, najprej sami pokomentirali, bom jaz polga. Ne, veš, to je že malo sugestiranje. Bom jaz pol. Jaz ga pol popluvala. Si ga lahko že zdaj? Ne bom. In pa zastopta ženske, jaz to ne razumem. Okay. Si zato spa moški. Ja, še ženske se ne razumete med sabo, ki bomo pol desci razumeli. A moški se pa razumete med sabo? Definitivno dosti hitrejši, kot pa ženske. Dobro, to imaš tudi prav. Se tudi jaz boljši zastopam z moškimi, kot ženskami. Greva zdaj še, jaz zadnje cajte dobivam kar neki tako prošen oziroma prijateljev, takih mogoče malo bolj daljnih, ne čez teh najbližjih, ki jih zanima, kakšen kolo naj si kupijo za prvo kolo. Ali pa tako, neki so že kolesar, ali pa zdaj neki cajta ne, pa bi si radi spet kupili specialko itd. Ne? Ja, se to imamo tudi mi v lokalu, sigurno tedenske debate ali pa zelo kakšnega, ki sprašuje ali pa sprašujejo za svojega prijatelja, ki bi on kolesar, pa bi on začel, pa ja. Zdaj jaz lahko tukaj, jaz sem to že tokrat odgovorila, da lahko jaz kar to hitro ustrelim iz prve roke. No, jaz vedno tako pravim, če si nikoli še nisi bil na specialki, nikoli še nisi nič kolesaril na specialki, je mogoče najprej fajn, da se sam usedeš pri nekomu, ki jo ima gor. Na približen specialko, ki bi ti bila dosti velika, da se sam usedeš gor, če ti sploh, ker veliko ljudi, jaz moram reči, da kaj pridejo ljudje, pa reče, jaz bi šel na specialko, pa iskreno ga jaz niti ne vidim že po, ne vem, meni imajo res tako velike, recimo tudi trebuščke, prevelike, ampak samo da se usede gor, se pa se ga lahko nastav, ampak tudi smo že imeli primer, ki si je kupil kolo, je šel na specialko, pa rekel, jaz to ne morem. Kupuje pri vas v Maxi Šport trgovini, oran kolo, hud kolo, ful dober kolo, zdaj se pa ne more na njemu voziti, ker se tudi prepogant ne more dodol. In je to v bistvu za njega takrat, če bi se on že takoj mogoče sam usedel, pa že videl, da to ni za njega pozicija, bilo mogoče bolj, če bi se vzel kakšen trekking kolo, zravno balanco, ali pa pač se zdaj sploh ne kolesar. Ma pa vrhunski kolo, Prince, FX, doma, vse pa nima nič kaj z njemu za početi. Tako da, malo saj, da se, če niste še res nikoli bili, no, da sploh vidiš, pol je druga stvar, je pa to, da jaz nikoli ne bi šla v nakup nekih prav rabljenih starih koles z težkimi prenosi, kjer se ne da tudi se pozanima, če se da dati lahek prenos gor. Če štartate z prevelikim, pretežkim kolesom, s prevelikimi prenosi, jih veliko mine, da bi sploh kolesarili, sploh za ženske to velja. Rajši bi kupila nov kolo, se pravi današnje kolo, danes narejena kolesa, pa si daš nek budžet, ne vem, za 2 ure, pa pol 3 ure se že lahko dobi kakšen kolo, je lahek, pa predvsem pazi, da se res danes da gor lahke prenose, ker se že dobijo zelo veliki zubniki in da te potem prevzame nekako tudi vožnja in v klanci in po ravnem, in tako da to je ena od stvari. Če pa imaš budžet na razpolago, pa si že kolesaril na specialki, pa veš, kaj te čaka na specialki, pa če ti ni težko, da še kakšnega jurja 2 več, pa sem pa bolj praven, da je tam 5,5 jurčkov je treba kar dati si na stran, pa reči, za ta denar si kupiti neko kolo, če že veš, da se boš vozil, ker seš potem z njemu lahko vozil 10 let ali pa 15. In je vseeno bolj to, kot pa da nekaj vzameš, pa ti potem ne štima ne štima tret, kolo je pretežek, začneš kupovati nove obroče in na koncu, ko to vse sešteješ, si dal še več za neko kolo, kakor pa bi dal, če bi že samo štartal, mogoče štartal z nekim malo večjim budžetom. Ja. Kar si prej rekla za gospoda, klej tako, jaz vsem svetujem, ker mogoče nimate ta pravega položaja, vsak
kolo se da narediti, da bo tudi za vas v redu, bolj je sam težava v tem, da mogoče una znamka, kjer ste kupili kolo, ne dela take krmilne opore in pol ne gre najlepš skupaj. Rečemo, jaz sem imel včasih enega, to je bilo že kar nekaj časa nazaj, enega gospoda je imel specialko in da se je on dober gor počutil, a ne, sem mu mogel dati krmilno oporo una, ki ima nastavljiv naklon. Pač grdo za popizdati, a ne, tega noben prezdrav pamet ne bi dejal gor, ampak če gledamo, da je prvotno bolj pomemben počutje gor na kolesu, ne? Se da kaj tazga gor in se da vsazga se da nastaviti na vsak kolo. Ne? No, on ima za moje pojme že v osnovi po moje premejhan, mislim, okvirna njegova velikost bi bil dovolj velik, samo glede na njegovo pač konstrukcijo bi mogoče če bi imel večji pa bolj udoben kolo, pa mogoče že sploh, da ni bil čista prav model, da bi šel v kakšen bolj udoben model. Ne? No, seveda se da vsako specialko, zato pa pravim, da se treba najprej sploh usesti, da sploh vidiš, a ti sploh ta pozicija odgovarja, da boš ti sploh bil na specialki. Mislim, dober je, če nisi nikoli bil, a ne? Trgovec zna postaviti določena vprašanja, da pol se res vidi, kaj vam ustreza. Definitivno je pa tako, no, da jaz vsem zdaj, ki so prišli, da bi dal tam, bom rekel, do 2 jurja za kolo, skoraj da ne vse pošljem v Decathlon, zaradi tega, ker imam iz fitnessa ene par prijateljev, ki so res žvali tako 130 kg, človek je vzel grevla v Decathlonu, pa se voz parkrat na teden, 40 do 50 km, pa sama mišica pri 130 kg, pa on ni ga uničil, pol ga večino kolesarjev pač ne bo uničil, tako da za začetnike cirka jurja, zdaj par 100 evrov gor dol, jaz ne vem, kakšne so sploh cene, ampak se ne rab dajati več, pa boljše že skoraj, da se vzame gravel bike, zaradi tega, ker ima širše obroče, bolj bojo robustni, bo težek kot cent kolo, pustimo. Pač ne bo to, kar mi dva komentirava, da mora biti bike cestam pod 8 kg pa tako naprej, ne. Do tja niti približe ne prideš z kolesom za jurja, ne. Ampak da pa vidite, a vam ustreza, a vam je sploh všeč kolesart, bi pa jaz vsem rekel, ne preveč zapravljati, raj si kupite dobre hlače, očala, čelado, pač to opremo, ko bo to bolj pomemben, pa nek sedež, pa investirite v bike fitting, pa vas bo na koncu vedno prišlo 2 jurja, rečemo, ne, za vse skupaj, tudi če kolo, sam ne vem, jurja 200, ampak boste zih bolj zadovoljni, kot da date 2 jurja za kolo, pa zmanjka za vse ostalo in si kupaš neke zelo poceni vse ostale stvari, ker za samo udobje, ker je za moje pojme najbolj pomemben za kolesarje, ki začnejo, je bolj pomembna oprema, kot pa sam kolo. Jaz se to tudi jaz pravim, sploh, da je mogoče boljše kupiti nov kolo, pa res nov, ker so danes po moje tudi ta nizkocenovna kolesa kar že dosti dodelana, pa predvsem se pravim ta razmerja, da imaš lahek razmerja, da lahko poganjaš, ker pač zato pa pravim, stara kolesa so problem, so relativno težka, plus tega se dostikrat na njih ne da dati lahkega razmerja. Glih je bil zdaj en gospod, ki ima eno staro kolo iz ne vem kdaj, ni zdaj vozil specialke ne vem koliko časa, imel je sam na trenažerju, zdaj bi pa on spet malo šel na cesto in je pač problem, ker sicer zdaj Mirsa to malo eksperimentira in preizkuša, kako bi mu spravil zobnik s 30 zobmi, a ne noter. Mislim, da je 10 reden, gre največ lahka in to je zdaj spet pač je težko, a ne, on je rekel, ja, imam kolege, ki se vozijo, oni zraven vrtijo, jaz pa fulno težko, imam zdaj 27 zobmi gor, a ne. In zato je v bistvu, da te prime kolesarjenje veliko bolj to, da imaš lahek razmerje, pa ta kolesa danes so po moje relativno lahka v primerjavi s tistim, kar so bila včasih, a ne. Včasih so bila top kolesa, pa so bila toliko težka, kot so mogoče danes slabša kolesa, ne. Tako da zaradi tega pravim, bolj kupiti nov kolo, ali pa ja, rabljenega starega, ampak rabljenega starega spet ne starega 100 let. Tako kakle na punca, ki pride k nam na rundo, ki ima ful prevela kolo, pa ful težek kolo, ki ima od očeta kolo, pa seš, pa smo ji sedež dol spustili, pa vsem ona se dejansko na tem kolesu nikoli ne bo mogla dobro, pa je ful dobra, ker se je vidi, ker je spremna, pa vse se ne more dobro pelati, ker ne moreš s takim kolesom se pelati dobro, tudi zobnike ima težke, razmerje ima težek gor, kolo je težek
In bi bilo veliko bolj lažji z manjšim kolesom, primernim njeni višini, ker ona ima 3 številke prevelike kolone. Ja, mislim, jaz je prav neki orang, ki nisem pogledal, definitivno ima pa glavo na pravem mestu, ker dela fure 200 km plus. Ja, tudi zgrevljam se voz. Je kar divja, ja. Ja, ne, se pele dobro, se vidim, ko gremo na klanc. Sam jo vedno zmanjka na klancu, zato ker mi jasno vrtimo, ona mora pa poganjati na težko in jo potem po pol klanca odbija, ne, ker nima kadence nobene. Ne. In jasno, ima pa in postavo in suha je, lahka je, tudi noge ima, vse mlada in bi se res lahko tudi veliko bolj in potem, jasno, zdaj se teži pripele. Se pravi, naslednja stopnja je pa pol za tiste, kar res že kolesarte neki, pa rečemo, ali pa če si hočete že za prvo kolo kupiti nekaj res dobrega. Bom pa tako rekel, sta dva načina. Ta prvo je, da se res, da se ima tako budžet nekje, ki si ti rekla, okrog 5,5 do 6 tisoč. Tukaj dobite že zelo, zelo dober kolo noter. Ta drug način je pa ta, ki ga tudi, bom rekel, da se ga kar dosti prakticira, da se najde nekje kolo, ki je znižan iz 4,5, gor so ponavadi neki slabši obroči, ampak za začetek, če je to nek budžet, ki ga imate, se pol ta kolesa zdajle, sem je glih prej gospoda, ki je rekel, da se že kar orang znižana dobijo, se ga dobi tam za cirka 3 jurje dobre. Kupaš to, nabavaš neke dobre obroče, pa imaš rečemo za 4,000 evrov lahko že super kolo. Je pa kle nekaj, kar moram poudariti, pri večino znamkah dobite tukaj nek okvir, ki ni na istem nivoju, kakor je ta najvišji razred. In to se ne bo nikoli tako dobro pol tudi pelal, kakor ne vem, Scott Addict RC ali pa Premium ali kaj imajo, pa če gledavate osnovnega Addicta, ima že drugačen karbon. Ja, seveda. In pač to se pol ne pele isto. Ne? Tako da tukaj je tako čisto odvisen, koliko so vsi zahtevni, ne? In pol se nekako tem primerno pol kolo kup, ampak ja, za tiste, ki iščete ta višji razred, pa mogoče je tam pa dosti bolj pomemben tudi, da že veste, a kupujete race kolo ali kupujete endurance kolo, pa mogoče bolj za te OEM, se pravi za kolesa, ki so narejena tako kot so. Se pravi, ne moreš nič spreminjati. Tam je zelo pomemben, da veš, kaj kupuješ, zaradi tega, če ti ne moreš zbirati med širini plaščev, ne moreš, ne vem, krmila drugega zbrati itd. Pol je res, če je race kolo, bo tudi malo trši, bo pač race primeren. Zdaj unika so endurance, bojo takoj spreden konc bo malo višji, ker velika razlika je to, da je spreden konc malo višji, pa v zadnjem trikotniku je tako narejen ali pa v sedežniku, karkoli, da malo lepše vibracije pobira. To razlike so pa zelo minorne, tako kakšni mislijo, da je to dan pa noč pol razlika, pač ni. Ne, klej se treba bolj vedeti, kaj ti bolj paše. A ti paše, če ti ta race pozicija dirkalna ne paše, ne odgovarja, potem greš na enduro. Mislim pa, da tako, da je to danes, ker vidim, da jih je kar dosti na teh enduro kolesih, pa tudi mladi, kar me kar malo preseneča. Enduro ali endurance? Pač endurance kolesih, no, ne enduro, endurance kolesih. Da jih je kar dosti še, no, tako. Ja. Tudi tukaj pri nas na rundo pridajo te, ki kupujejo prva kolesa, zdaj verjetno so tudi to malce cenovno nižja vrednost, a ne, in zato tudi si potem kup ta kolo. Mislim, to se tudi načeloma iz vidika trgovcev se to svetuje, zaradi tega, če je to kot nek prvi cesten kolo, si želiš, da je stranka, da mu je udobna, ne? In endurance pride pač udobnejši, kakor pa neka race geometrija, čeprav, tako kot sem prej rekel, to so malenkosti in se res gleda samo v, ko bi rekel, Ja, sam pa imate pa grd kolo, tako kot že ocen, pa imate preveč telih od spodaj podložkov, pa je pa kolo grd. Ja, se to je logično. Lahko res kolo narediš udoben, ampak je potem taka, ne. Ja. Pa tudi vprašanje, koliko je potem že kje ta varnost, meja varnosti, te višine in vsega, in oziroma nevarnost, ampak samo
Potem ne moreš več kolesa Handling je zelo uporabljati podoben. kot manino. Manino. Za te kolesarje ni tako velike razlike, ker rečemo, če je imel Štorer na dirki po, kaj je zmagal on letos? Alpe? Tour of Alps? Se nima veze, ta, ki ima BMC-a, Team Machine Air, on je imel podložk za 3 cm. Seveda seji so še vedno dobri, ne govorim pač to, ampak jaz za sebe vem, da meni kolo, ki ima veliko podložk od spodaj, ki ima, recimo, da bi imela zelo kratko fajfo, tudi predolgo, ampak še prekratko, se ne počutim dobro, predvsem me tukaj spust v vink, jaz se tam pač ne počutim potem dobro. Zdaj, kako je to nekdo drug, je to druga stvar, ampak enostavno nimaš tazga občutka te vodljivosti kolesa, kakor če je balanca sama praktično direkt skoraj na okvirju. Čim je več tega podložka gor, vedno je potem malo manj, se mi zdi malo manj vodljiv kolono. Ja, tako da evo, to so bili najini nasveti, če se na kaj pozabila, lahko še to spodaj komentirate. Ja, lahko pa glede kolesa vedno mislim, da je Anže zelo odprt, zelo dobro zna povedati, mogoče veliko boljš kakor jaz. In se vedno lahko tudi tukaj oglasite, lahko tudi pridete v lokal. Tudi Mirsad moram reči, da zna zelo dobro svetovati za nakup kolesa, sam on je bolj tak skrit, pa se ne upa govoriti tukaj pred kamero, ampak je pa zelo dober sogovornik, kar se tiče nabave kolesa. On pa kolesar 45 let zdaj že in je ogromen dolčes, ogromen prevozil, on sam enih koles, pa mislim, da je v vsej svoji tej starostni karieri že preprobal vse živo in ve tudi lahko svetovati z različnim ljudem, različnim uporabnikom. Sam ni tekmovalc, ni glih nek racer, ampak se pač na tem kolesu zdaj na dogmi, ki bo bil prvi res tak race varianta, da se zelo dobro počuti, pa lahko tudi pol vedno pove zakaj, pa kako, a ne, pa glede na to, da ni glih tudi več najmlajši zadnjih 14 dni. Ne, pa če ne drugega je tudi že na rundi je toliko kolesarjev, ki se zdaj pa že nekaj časa voze, pa že tam. Tako da tudi na rundah je dobrodošli, ki se pol usedemo na pijači. Veliko idej se dobi na rundah, marsikdo zna kaj svetovati pa povedati iz po svojih večini izkušenj. kurcamo, no, tako da ne se ustrašiti na začetku, tudi če vsega spluvamo, je to čist dobro namerno, pa je bolj v hecu, tako da kdo mislil, ja, sem prišel, pa so me pa spluvali, pa ne pridem več. To se mi nobenega ne spluva. Ne. No ja, mogoče sva jaz pa Petra največkrat na tapeti. Ja, sploh Anže. Ja, sej to. Čakamo še kaj? Ne vem, po moje. V bistvu, jaz sem hotela vas sam še pozvati, dajte, vroče je, res je vroče. Jaz grem vsem na kolo, praktično vseh teh mojih treninge še vedno izvajam. Sicer mečkrat moram priznati, da malo težji in da jih mogoče malo si prilagodim, ampak dajte piti veliko tekočine na kolesu. Jaz moram povedati, da popijem ogromno, se pravi, ne vem, ta na uro bidon, to je minimalno, kar ga spijem, če se le da, spijem več, če vem, da bo trasa daljša, probam že tudi naprej razmišljati, kje bom vodo dotočila, kje se bo dal kakšno vodo dotočiti. Recimo prejšnji teden sva šla z Mirsadom za, ne vem, slabe 3 ure na kolo, pa sva si mogla oba obvezno na pumpi dotočiti, pa je bila nedelja, pa ni bilo lokala odprtih, ni bilo nič, sva tam na pumpi v Horjulu, imajo vodo zraven, tam na pumpi, prav zraven, tam, kjer se pumpa gume na avtu, tam zraven imajo tudi vodo, tako da si lahko natočite. In dajte piti, ker se bliža, pa je še hujša vročina in že ljudje po cesti, ki hodijo, padajo skrb, kaj bomo šele mi na kolesu, tako da... Ja. To lahko tudi, če jaz poudarim, ker mi je doktorica prav rekla, da moram vsak dan, tudi če ne grem na kolo, dodatno piti elektrolite, pa če sploh tisti, ki se več potimo, je fajn in jaz jih praktičen za vsak zajtrk, pa še za večerjo spijem, zdaj sem si kar naredil kozarc za vlaganje, pa kar tja noter da eno moj bog, ti tvoji kozarci, Jesus Christus, on pije kavo iz kozarca za vlaganje, za kumare, mislim, to sploh ni feeling. Skratka, tako da ja, tudi jaz zdajle, odkar je ta vročina, pa se pravi od Franje, to zdaj, jaz moram reči, da to, kar se mi pa zdaj zvrti na dan, tako, ko ostanem, ne, se mi pa ni že
ne vem koliko cajta. In name ta vročina res tako ful slabo vpliva. A si kaj pritisk meril? Ne. Če imaš tudi kaj, pol krpi elektrolite, mislim, se dobro, lahko imaš tudi previsokega, ampak bolj prenizkega verjetno. Kaj si ga zmeril, daj? Prenizkega, ja. No. Bom prenesla, pa ti bom merila zdaj klele. Bom doktor Petra. Tako da... Ne, to ja. Ja, evo, se pravi, zdaj v soboto, tisti, ki boste prišli na letap, bom jaz tudi tukaj odprt, tako da če hočete sprobati kakšno majico, karkoli, se oglasite. Jaz bom tukaj od 8 zjutraj, začel se bo spet ob 9. Pa pridemo nazaj cirka 3 ure na snov in pol še potem bom 1-2 ure skoraj zihar tukaj, tako da če te hotel karkoli sprobati, vprašati, dobrodošli, rade vole se pogovorim. A daš ti lahko link na event tam pred YouTube od spodi od njih? Oni imajo link na spletni strani prav na event. Ta daš. Ja. A boš dal link? Boš ti poslala? Bom ti poslala. Okay. No, poklikite spodi. Kar se tiče akcije, bo pa že, zdaj, ko vi gledate, bo tudi povezava spodaj, sam kliknete gor in najbrž, ko boste dodali v košarco, boste imeli pol zniženo ceno. Vsi, ki pridete pa osebno prevzeti, pa tako, kot sem prej omenil, dobite en bidon na majico gratis, se pravi, če vzamete 100 majic, bo 100 bidonov gratis, tako da